Moj tokratni gost, prisluhni si z Biserko, je Peter Slepšak, tema pa potrošniški detoks in širše tudi plemenite kovine. Je pa seveda prav, Peter, da tri stvari razkrijem tokratnim poslušalcem najinega 45-minutnega intervjuja. Najprej, kdo si? Seveda soprog, oče dveh sinov, ljubitelj gora, za poslovni svet finančnik, poznavalec finančnih trgov s poudarkom na plemenitih kovinah, tudi gospodarstvenik, ki je že pri 28 letih z vodenjem podjetja Lementum iz Šenčurja, ki je v lasti gospoda Bojana Pravice, se povzpel med 500, bom rekla, vrhunskih najboljših menedžerjev, ne, to je bilo pred nekaj leti, tako da ne bova EMŠO izdala, koliko šteješ danes. Pa še dvoje bi rada pojasnila na začetku, potem bo pa danes beseda predvsem tvoja. In sicer, da so se najine poti nekako prekrižale, ko sem postavljala na noge knjigo Razstrupi se in prisluhni si, in da od januarja letos je še bolj o povojih, pa vendarle poskušam sodelovati z Elementumom tudi kot svetovalka za plemenite kovine, in to je razlog, da se bova tikala, da nama bo beseda gladko šla. Bi pa še morda nekaj povedala, tema je zelo zanimiva, potrošniški detoks, in predno jo načneva, beseda tebi, kako se na odločanju ljudi v tem času covida odraža njihovo, bom rekla, pristop za ali ne ohranjanje in plemenitenje premoženja, kar se tiče plemenitih kovin. Kakšne so tvoje izkušnje ali zaznavanje za uvod? Ja, lepo pozdravljeni tudi vsi poslušalci in hvala za povabilo, Biserka, da lahko narediva en zanimiv intervju za vse, verjamem, tako da prisluhnite nam. Zdaj pa odgovor na tvoje vprašanje. Ja, mogoče gledam lahko bolj kot ne pristransko, kajti v bistvu stranke, ki pridajo do nas, jaz mislim, da so zelo veliko domače naloge po moje že naredile, ne. Predvsem so ugotovile, kaj jim ni všeč, ne, se pravi, ni jim všeč, da denar izgublja na svoji vrednosti in v bistvu iščejo alternative. Mogoče jim tudi ni všeč trenutno stanje okrog celotne situacije in zopet, zato iščejo alternative. In ko greš majčkeno pogledat v zgodovino, današnje stanje ni nič novega. V principu se nam je vse to že dogajalo, mogoče v odtenek drugačni obliki seveda, ampak če pogledamo gospodarske krize, so že bile, če pogledamo pandemije, so tudi že bile, mi pa še kar živimo na tem planetu, ne. Se pravi, je zelo pomemben odnos do same situacije in pa jasno, v bistvu na nekaj, kar ne moreš vplivati, bolje, da se s tem ne ukvarjaš. Se pravi, mi ne moremo vplivati na delovanje politikov, na delovanje bankirjev, na delovanje borznikov, tako in drugače, tudi na ostale stvari. Lahko pa vplivamo sami nase in pa mogoče na našo družino in razmišljamo o tem, kako v dani situaciji zaščititi ali pa, bom rekel, optimirati lastno premoženje ali pa tudi lastno obnašanje, ne. Tako da ja, jaz sem zelo pozitiven do vseh strank, ki so prišle do nas, ker so zelo odprte za te informacije. Bi bil pa še veliko bolj pozitiven do tega, da bi te stranke ali pa vsi, ki še niso prišli do nas, da pridejo v bistvu vsaj v stik z temo plemenitih kovin ali za v bistvu temo optimizacije, razpršitve ali pa zaščite premoženja. Kajti veliko je tabujev okrog plemenitih kovin, skratka, mogoče en tabu, joj, moram imeti ogromno denarja ali pa veliko denarja, da kupujem plemenite kovine. To je v bistvu dejansko tabu. Potem, kam pa naj jaz potem to prodam. To je tabu iz naslova, kajti ko nekoč kupiš nek prstan, pa ga želiš prodati, ali dobiš zelo malo za njega, ali ga pa sploh ne moreš prodati. Popolnoma drugače je pri naložbenih plemenitih kovinah, ki so pa vedno likvidne, ne, praktično že 1000 let so to likviden denar.
Tako da v principu je naložba v plemenite kovine zelo preprosta. Saj mislim, da o tem bomo malo več še kasneje v govorili. nadaljevanju. Si pa že z odgovorom dejansko razširil kontekst, se dotaknil tudi področja komunikacije, kjer je zelo pomembno, da imamo pred seboj informiranega potrošnika, in nekje moja želja delovanja v Kupi in širše je tudi to, da so ljudje informirani, ker informiranega budnega človeka težko pelješ ženega preko vode, in tudi temu je namenjen ta najin pogovor. Bi ga pa začinila, ker si me tudi navdušil, z dvema tvojima pregovoroma, ki spet kažeta na to, kako pomemben je naš odziv. Prvega, ki ga uporabljaš pogosto, je hiti počasi, drugi, ko pa vedno zaključuješ zelo zanimiva finančna usposabljanja, ki jih imamo svetovalci v Elementumu in vedno nekaj novega izvemo, kar je tudi mene osebno navdušilo, da sem se vam pridružila, pa se sliši, kdor hoče najde pot, kdor noče najde izgovor. No, pa morda še v tem kontekstu, kakšen je izbor potrošnika. Ja, hiti počasi, to je mišljeno predvsem v tem kontekstu, ker veliko ljudi, ko se nečesa loti, hoče takoj priti do cilja ali pa čim prej priti do cilja. Enako je pri varčevanju, enako je mogoče pri branju knjige, mogoče v odnosu, skratka na vseh ravneh našega delovanja. In mogoče tudi vsi preveč instantno gledamo na stvari, se ne poglobimo v informacije, v odnose, in pol smo pa mogoče pogostokrat razočarani, zakaj nam pa to ni uspelo, in imamo pol slabe izkušnje in pol ratamo pasivni. Se mi zdi zelo pomembno vedeti, da večinoma posamezniki pogosto, se pravi, precenjujemo, kaj lahko naredimo v enem letu in podcenjujemo, kaj lahko naredimo na primer v 7 letih. To je zelo, bom rekel, evidentno tudi pri varčevanju, kajti veliko ljudi, bom rekel, hoče obogateti čez noč. To je praktično nemogoče ali pa zelo malo verjetno, oziroma rabiš imeti srečo dejansko. Veliko jih pa podcenjuje, kaj lahko se da narediti v 7 letih, ali pa v 10 letih. In v bistvu ravno zaradi tega je naša želja ali pa misija, da želimo v bistvu vse te informacije, ki smo si jih v teh 15 letih naučili na področju plemenitih kovin oziroma generalno finančnega opismenjevanja, tudi naprej posredovati, ker v bistvu predvsem za mlade generacije se moramo zavedati, da recimo pokojnina je garantirana, ni pa garantirana njena višina. In da lahko, če dovolj zgodaj pridemo do teh informacij, jaz sem imel srečo pri 23 letih, sem že začel z raznimi seminarji, ki sem poslušal o financah in sem prišel do podobnih zaključkov. Skratka, več, ko imaš časa, z manjšim trudom ali pa z manjšim vložkom dejansko prideš do rezultata, ki bi ga nekdo naredil, ki je starejši, veliko težje in v veliko, bom rekel, težji obliki. Tako da zato se mi zdi res pomembno dajati poudarke izpopolnjevanju, nenazadnje pravijo tudi, znanje prinaša najboljše donose in absolutno je ta rek, se pravi, ki smo ga imeli na začetku, na mestu. Drugo je pa, se pravi, kdor hoče, najde pot, kdor noče, najde izgovor. Prav tako v vseh oblikah življenja lahko najdemo, ali je to v družini, v odnosih, v službi, nenazadnje tudi pri varčevanju, skratka pri otrocih vidim, tako da, ja, če res hočeš, boš našel pot. In se mi zdi, da tukaj moramo vedeti, oziroma poglej, v vsakem primeru boli. Recimo, če treniramo na 10 kilometrov, se pravi, če ne boš tekel, pa da si za to zadal cilj, pa ne boš dosegel, te bo bolelo, boš razočaran. Če pa hočeš to doseči, se moraš pa potruditi in te bojo noge bolele in te bojo, bom rekel, pa boš žejen, pa boš te vmes med tekom bolelo, skratka v vsakem primeru te bo bolelo.
Torej, to je tisto, ko sem enkrat slišala, solze, znoj, voda, ne? Tu nekje smo, ne? Ja, tudi recimo pri varčevanju, ne, lahko rečemo, ne, če hočemo privarčevati naprimer 5.000 evrov ali pa 10.000 evrov, pač enostavno moramo dajati določen znesek na stran in tega denarja ne moramo porabiti takrat, ne. Zdaj, lahko bi porabili, pa bi nam bilo fajn. In zdaj, če ga ne porabimo, bo neke vrste bolečina, ker se odpoveduješ, ne. Ampak je pa nagrada potem toliko večja in toliko lepša. Tako da jaz verjamem, da v vsakem se skrivajo potenciali, ki so neizkoriščeni na vseh področjih, ne. Zdaj, ne vem, nekaj sem bral, da uporabljamo samo nekaj procentov možganov, ne vem, a je to res ali ni res, ampak kakorkoli verjamem, da potenciali v vsakem posamezniku so bistveno večji, kakor jih izkoriščamo danes. Definitivno se strinjam, je pa seveda linija lažjega odpora, reči ne da se, tudi jaz včasih na komunikacijskih usposabljanjih poudarjam, ne, proaktivnost, prožnost, ne, ampak brez muje se še čevelj ne obuje, ne, tukaj je treba nekaj. Bova malo pljuskala v tem najinem pogovoru, upam, da nam bo zanimivo, ti si že nakazal, a ne, da imamo v življenju več scenarijev, temu se bova še vrnila, ker se pa oba nekaj gibljeva tudi v poslovnih krogih in sva rekla, da je dobro biti informiran, zagotovo tudi ti opažaš, da imajo danes mnogi direktorji bolj kot s prodajo problem z nabavo. Pred kratkim sem se pogovarjala s prijateljico, ki vodi podjetje za stavbno pohištvo, s kolegom, ki je v avtomobilski industriji, kako priti do lesa, kako priti do polprevodnikov, z podvprašanjem Biserka, kako bodo to lahko kupci sprejeli, ker mi bomo enostavno mogli naš strošek prevaliti v višjo ceno končnega izdelka, ne? In vprašanje tebi, ali ta inflacija na trgu surovin, ki je zdaj nekje širšim očem skrita, ne, lahko skrbi kot potrošnike, torej bomo slej ko prej to občutili, to rast drobnoprodajnih cen v večji meri tudi v lastnih denarnicah, gospodinjstvu, kaj meniš? Saj mislim, da že potrošniki čutimo to, ne, predvsem pri drobnoprodajnih cenah, se pravi, to so cene, ki jih oziroma izdelki, ki jih uporabljamo vsak dan, ne. Vozimo se vsak dan, vemo, da se je cena litra bencina ali pa dizla podražila, mislim, da za približno 25% letos. Ko grem kupovat hrano, tudi nekako opažam, da je dražja, kakor je bila v začetku leta, mogoče kakšne obleke so se pocenile, nenazadnje, če se kupuje kaj se pravi teh dobrin za obnavljanje doma, so se tudi podražili. Tako da, ja, to že čutimo, to mislim, da ni nič kaj posebnega ali pa skrito v očem. Mislim, da je bolj skrito v očem, a je to res realna inflacija v Sloveniji letna samo 2% ali je kaj več, ne. Tako da, jaz osebno mislim, da je inflacija bistveno višja, tudi določene razne raziskave kažejo, da od statistične inflacije je realna inflacija nekje 2 do 3-krat višja. Ja, tudi sam se pogovarjam z veliko nabavniki, nenazadnje smo imeli organiziran prvi dogodek na Gospodarski zbornici v živo po korona zaprtju z nabavniki največjih slovenskih podjetij in tukaj se dejansko je prišlo do tega, da cena sploh ni več toliko pomembna, bolj je pomembno, da ti dobiš robo, ne. In ravno včeraj sem imel pa tudi en zanimiv razgovor z nabavnico z enega večjega slovenskega podjetja, ko sem jo vprašal, kako v bistvu je res tako to možno, da je prišlo do takega porasta, ker to je res izjemen porast. In pravi v bistvu takole, Peter, zelo preprosta zadeva, ne. Mi smo imeli praktično na leto zaprtje gospodarstva, ne, svetovno gledano, ne. In predstavljajte si to kot vlak oziroma kot lokomotivo, ne, ko je v neki hitrosti na neki poti, se zelo težko pa počasi ustavlja, ne, se ne more ustaviti tako kot avto v 30 metrih, ne. No, zdaj imamo pa ravno kontra, ne, se pa v bistvu vso to kolesje se mora spet vzpostaviti, ne, in spet priti na neke normalne nivoje. Takrat, se pravi, ko se je vse ustavilo, so se tudi praktično spucale določene zaloge, zdaj je treba vse to napolniti.
Poleg tega so se pa dodatno pojavile težave strani Kitajske, logistično, tudi cena transporta iz Kitajske se je praktično podeseterila. Zanimiv podatek, ki je bil, sem se pogovarjal z direktorico, ki uvažajo igrače, na najnižji stopnji je bila cena kontejnerja ladijskega iz prevoza iz določenega dela Kitajske v Evropo 700 evrov, zdaj je preko 7000 evrov. Ne? Zdaj, drug podatek, ki sem ga dobil, je 9000 evrov. Skratka, noro. To je ogromna, bom rekel, povečanje cen. In seveda zdaj se moramo pa vprašati, ali si zdaj potem proizvajalci nabirajo zaloge, se pravi vhodne surovine, za to, da imajo pol rezervo, ne, pa da je zato pol še dodatno se cene povečujejo in povpraševanje, in kam bo to potem dejansko šlo, ne? Ker vemo pa, da v bistvu ljudje pa še zmeraj ne trošijo toliko, ne? In eksakten podatek, da ljudje toliko ne trošijo, je pa to, da se recimo v Sloveniji konkretno je višina denarnih vlog na bankah povečala praktično v enem letu za 20%, pardon, za 10%, to je za 2 milijardi evrov, ne? In se pravi, vidimo, da dejansko pač ne trošimo. Zdaj vse kaže, da bomo imeli mogoče 3-4 mesece, da kaj naredimo, kaj potrošimo, gremo na dopust, potem se bo pa spet zadeva ustavila za nekaj časa, ne? Tako da, ja, mogoče samo še to, da dokončam, pravijo, da se že kažejo tudi znaki ohlajanja. In na to mogoče treba biti pozoren, kaj bo v naslednjih obdobjih, kajti nekako vedno več analitikov napoveduje, da se približujemo stagflaciji. To je mogoče pojem, ki ga poslušalci ne poznajo toliko, kajti poznamo pojem inflacija, to je rast cen, seveda tudi rast gospodarske rasti. Deflacija, to je upad cen in upad gospodarske rasti. Potem je pa stagflacija, je pa rast cen, pa zmanjšanje gospodarske rasti, ne? To je pa najslabši, bom rekel, pojem, kar se nam lahko zgodi. To se je zgodilo tudi v 80-ih letih. In dejansko vse kaže, da gremo v to smer, kajti na eni strani države se dodatno zadolžujejo preko razumnih meja, centralne banke jih dodatno podpirajo z odkupom teh obveznic in tem posrednim tiskanjem denarja, ljudje pa nočejo kupovati. Tako da v principu situacija, ki je pred nami, mislim, da ne bo najbolj fajna, če na njo ne boš pripravljen. No, in prideva zdaj na to tržišče plemenitih kovin, predvsem vlaganje v fizično srebro in zlato. Te prosim za oris, kaj se pa zdaj na tem trgu vzporedno dogaja in kakšne so zdaj tukaj priložnosti tudi za podjetnike in fizične osebe, ne? Na kakšen način odreagirati morda vzporedno ob tej opisani situaciji na trgu plemenitih kovin? Ja, v podjetju Elementum se že 15 leta ukvarjamo z naložbami v fizične plemenite kovine, oziroma ponujamo rešitve tako za privatne stranke oziroma fizične osebe, kot tudi za, bom rekel, podjetja. Ne vem, kako poznajo poslušalci, ampak dejansko centralne banke, one so lastnice ogromno zlata. In že v zgodovini so centralne banke imele zlato zato, da so v bistvu s tem dokazovale verodostojnost izdanega denarja. In kljub temu, da se je v začetku 70-ih letih ukinil tako imenovani zlati standard, kjer je bil denar vezan na zaloge centralnih bank v zlatu, so centralne banke še vedno imele zlato v svojih rezervah. No, ne boste verjeli, v zadnjih letih centralne banke pospešeno kupujejo plemenite kovine oziroma zlato, še posebej centralne banke Rusije, centralne banka Kitajske. In ponavadi se je reklo, oziroma je bil rek, kamor gre zlato, tja gre tudi bogastvo.
In zelo, bom rekel, objektivno moramo si žal priznati, da geopolitična moč sveta se spreminja in da azijska celina izjemno hitro nas prehiteva po desni in po levi v tej moči, ne. In pomen zlata z strani Kitajske, Indije, za ljudi je enormen. Oni so največji kupci zlata na svetu, Kitajci so tudi največji proizvajalci, tako da v bistvu daje zelo velik poudarek temu. V Indiji že tako tradicionalno so močni kupci zlata, tako da v bistvu ljudje kupujejo zlato, ker želijo zaščititi sebe in svoje premoženje. To je izrazito se povečalo z začetkom korone, se pravi, to je bilo lani v marcu, kjer se tudi v Sloveniji izrazito pojavil porast povpraševanja po zlatu in srebru in dejansko od takrat naprej se dodatno, bom rekel, neprestano je močnejše povpraševanje po zlatu, srebru, ljudje razpršijo denar v plemenite kovine. Seveda je to generalno gledano v primerjavi z denarjem na banki zelo malo še, ne, ampak vedno več ljudi se tega zaveda. Dodatno so ali pa spodbujajo povpraševanje tudi nizke obrestne mere. Nenazadnje je večina slovenskih poslovnih bank uvedla negativne obrestne mere tudi za fizične osebe, ki imajo premoženje nad 100.000 evrov. To je mogoče še celo najbolj pospešilo povpraševanje po zlatu, po srebru, ali pa v bistvu spodbudilo razmišljanje ljudi, ki imajo več sredstev, kaj pa zdaj. In nekako logična posledica v času, v katerih živimo in v časih, v katere prihajamo, zgodovinsko gledano, so potem naložbe v fizične plemenite kovine logična, bom rekel, naložba za razpršitev premoženja, predvsem iz bank oziroma iz denarja. Sva morda zdaj pa že na tisti točki, ko pojasniva potrošniški detoks, ne, ki vendarle se sveti v smislu zlata in srebra. Od kod ta besedna zveza in kaj želite, bom rekla, z njo sporočiti s tem pristopom znotraj Elementuma? Ja, potrošniški detoks je v bistvu ena besedna zveza, ki je v bistvu v osnovi najprej prišla iz digitalnega detoksa. Kajti vemo, da v zadnjem desetletju so nam dejansko življenje krijo digitalni aparati, telefoni, tablice, televizorji in praktično, nekje sem prebral podatek, da je v povprečju so ljudje od 9 do 13 ur celo prilepljeni na te ekrane in to je postal dejansko najboljši tudi marketinški kanal ali pa kanal za odvisnost. In vidimo pri otrocih, kako lahko ekrani vplivajo na obnašanje. Majhen otrok, ki je zasvojen za tablico, tudi gospod Marko Juhant je to razlagal, enostavno sploh ne posluša več staršev, ne. On je glavni in če se mu vzame telefon ali tablico, ljudje, otroci znorijo tudi, ne. Tako da imate različne stopnje odvisnosti, enako tudi pri odraslih. Tako da, ja, to je ena stopnja odvisnosti, na katerih mi nismo strokovnjaki, ne. Smo pa v bistvu strokovnjaki bolj pri finančnem izobraževanju in tudi lahko ugotovimo, da tudi pri sebi seveda, da velikokrat pa zapravljamo denar čisto po nepotrebnem. In da si velikokrat kupimo stvari, ki jih sploh ne potrebujemo. Največkrat te napake delamo, ko kupujemo kaj otrokom, ali pa ko babica kupi otroku kaj, ali pa teta otroku, ali pa starši tudi otrokom, ne. Tako da tudi vidimo, kako različno reagiramo pri nakupih, glede na tip osebnosti, kakšni zelo, bom rekel, veliko analizirajo, a pol kupiti ali ne kupiti, potem nekateri se takoj bliskovito odločijo za nakup, pa jim je pol žal. Skratka, vidimo, da imamo lahko tukaj veliko prostora v izboljšavah. Se pravi, da dejansko se vprašamo, ali to, kar kupujem,
resnično potrebujem ali lahko za pač ceno te dobrine z denarjem kako drugače operiram, ne? Ali ga lahko privarčujem. Tako da, zakaj je to pomembno? Pomembno je zato, ravno ker večina še vedno, mislim, da ima premajhno finančno rezervo ali pa zalogo denarja za hude čase. Mogoče imamo del sredstev na voljo, ampak če resnično pride na primer do izgube zaposlitve ali pa do še enega lockdowna, pa si podjetnik, ali imaš dovolj te rezerve? Oziroma nenazadnje vsi, ki bomo šli potem v penzijo, ali bomo imeli dovolj veliko penzijo, prvič, da bomo še vedno imeli tak standard, kakor si ga želimo, kajti nenazadnje moramo vedeti, da ko si ti enkrat v penziji, imaš 8 ur ali pa 10 ur več časa, ne? Zdaj, a ga boš preživel samo doma, da ne boš nič denarja zapravil, ki ga nimaš, ali boš aktivno preživel svojo starost, za katero pravi, da je praktično lepših delov življenja, in boš potoval in boš skratka užival in se družil. Zato pa rabiš denar. In pa nenazadnje, glede na to, da živimo dalj časa, velikokrat se nam zgodi, da ne želimo biti potem v breme otrokom in se velikokrat odločijo starejši za življenje v domu ali pa kako drugače. Skratka, tudi zato rabiš denar, rabiš premoženje. In pomembno se je tega zavedati, to ni, bom rekel, noben bav, to so teme, ki jih sicer zelo neradi odpiramo, ampak prej, ko se o tem začnemo pogovarjati, boljše, nenazadnje pač hočemo to sekundo življenja, ki ga imamo na Zemlji, ne, glede na celotno zgodovino Zemlje, preživeti čim bolj fajn, ne. In jaz verjamem, da se da, če o tem razmišljaš, če se o tem, bom rekel, informiraš, izobraziš, in verjamem, da je lahko vsak srečen na svetu in vsak tudi preskrbljen. Hvala ti za to pojasnilo. Dejansko potrošniški detoks je del, bom rekla, tudi neke širše filozofije v vašem podjetju, ki se nanaša na finančno opismenjevanje, ki smo ga potrebni vsi, ne glede na EMŠO, da dejansko človek prepozna, kaj je v določenem trenutku pomembno. Če pristavim pa še svoj lonček, bi pa tako rekla, Peter, predlagam, da se vsaj nekajkrat v življenju selite ali selimo. Jaz sem se pravkar 9. in ko pakiraš, hitro ugotoviš, ne, da, ne vem, 3-članska družina več kot 10 vilic pa res ne potrebuje, ne. Skratka, zelo hitro imaš tisto selekcijo, kaj je nujno in koliko stvari je odveč, ki jih v bistvu nekje pustimo, da obtičijo, pa imajo neko vrednost, če bi jih uporabili na drug način. Skratka, sprašuje se, ali je vse to, kar sem si nakopičil, resnično potrebno, in pod črto ne, ni. Zelo malo potrebujemo za kakovostno življenje. Denar, tako ali drugače ohranjen in naložen, nam po življenju omogoča izbor, ne. Tudi ko se znajdeš v kakšni bolniški in si bolan, je denar tisto, kar ti daje izbor in možnost, bom rekla, ali izbora zdravila ali zdravnika. Tako da zelo sem sama navdušena nad tem poslanstvom, ki ste si ga naložili, širjenja finančnega opismenjevanja ravno s tem potrošniškim detoksom, ker smo prezasičeni in zasičeni z vsem. Prej, ko se bomo tega zavedli, boljše bo. Ja, ravno pred dnevi sem prebral knjigo Umetnost pospravljanja. Ja, zato sem pa slišala, ja, to. Priporočam nakup vsakemur, ker vidiš, kako preprosto je, če malo prebereš, kako drugi razmišljajo o tem, pa predvsem o navezanosti na stvari. Na stvari, ja. Ker zelo težko se od nečesa lotiš, ampak fajn je v bistvu vedeti, da ko se od nečesa ločiš, da narediš prostor za novo stvar, energijsko, ne. Tako da res priporočam to branje in da velikokrat, ali pa rečemo res enkrat na let naredimo inventuro svojih stvari, a jih res rabimo ali ne. Tako bomo prišli tudi do zavedanja, koliko dejansko denarja lahko privarčujemo na ta način, da ne kupujemo po nepotrebnem. Nenazadnje pomagamo tudi pol planetu, da ni toliko obremenjen, če tudi mi manj kupujemo. Si pa zelo lepo povedala, da v principu denar nam omogoča izbiro.
To se mi zdi res lepa formulacija, ki jo bom verjetno tudi še kje drugje uporabil. Ja, v bistvu težava pri denarju je mogoče sledeča. Velikokrat mi izhajamo iz nekih prepričanj o denarju in se tudi zato tako obnašamo. In večinoma so ta prepričanja negativna. Se pravi, denar je sveta vladar, denar pokvari človeka, pojdi si umiti roke, ker si imel denar v roki in tako naprej in tako naprej, ne. Tako da v bistvu vidim, da ljudje, ki imajo negativna prepričanja o denarju, pa sem v letošnjem letu zelo veliko na tem področju spraševal ljudi in opazoval, dejansko imajo tudi manjše premoženje, nižje dohodke, skratka, tudi niso srečni toliko v življenju, ne. Ljudje, ki imajo pa pozitivna globoka prepričanja o denarju, so pa bolj premožni, bolj srečni, več imajo prijateljev, tako da je v bistvu zelo, zelo zanimivo. Ampak bom rekel, fajn je, ko prideš do spoznanja, ko se v bistvu res vprašaš, kakšno je pa moje prepričanje o denarju, pa ne se v bistvu bati, če je vaše prepričanje o denarju slabo, ne. Ampak pa reči, ok, odkje zdaj imam to prepričanje? In pogosto se boste vprašali oziroma prišli do zaključka, da je to prepričanje s strani staršev, Vzorci, ki smo jih podedovali, ponotranjili dejansko. Ja. Šole, Ja. pa posledično tudi že kakšne negativne izkušnje, ne. In ko prideš do tega, se pol dajmo vprašati, kaj je boljše, kaj mi bolj pomaga. Mi bolj pomaga, da ostanem pri tem negativnem prepričanju, ali da spremenim to negativno prepričanje v pozitivno prepričanje, ne. Saj to ne pomeni, da se ti potem svet takoj obrne na lepše, ne, ampak postopoma se bo pa potem svet resnično, bom rekel, obračal na lepše, bolj boste pozorni na nove priložnosti, na nove informacije, tako da vabljeni na vseh področjih, no, da spremenimo vsi iz negativnih prepričanj v pozitivna prepričanja na vseh področjih. Tu sem še ene dve misli zasledila pri brskanju po literaturi, ki ste se me dotaknili, no. Ena je, da nismo drevo, torej se lahko premaknemo. Druga pa, ne, da če vedno vse počnemo na isti način in pričakujemo drugačne rezultate, no, bom lepo povedala, je nekaj narobe z nami, ne, da ne bom rekla kaj hujšega. Skratka, je potem treba nekaj spremeniti. Jaz pa pravim, da dokler se učimo, živimo in da nikoli ni prepozno, da tudi takšne negativne vzorce, ki so nam bili nekje nehote z najboljšimi nameni, nas vsi starši so vzgajali in tudi mi vzgajamo, posajeni, da jih enkrat to karmo prečistimo. Tudi mogoče en rek je, neznanje je najboljša surovina za delanje denarja. In to se tudi se dajmo vprašati, ne, se pravi, če ti ne veš, bom rekel, kako vlagaš, zakaj vlagaš, lahko v bistvu veliko, ali pa zakaj kupuješ nekaj, ne, pri avtu recimo, ne, lahko veliko predrago kupiš, ne. Tudi recimo pri nakupu zlata, srebra, če se ti prej nisi pozanimal, lahko veliko predrago plačaš recimo gram zlata ali pa gram srebra. Tako da na vseh področjih je pomembno, da se izobrazimo, ne, in ni zastonj rek, znanje prinaša najboljše donose. Zdaj prihajava pa do ene besedne zveze, za katero bo zdaj kdo rekel, da je v nasprotju s tem, kar govoriva, pa sploh ni. Gre za misijo tega in moto, namreč veliko ste delali v tem letu v podjetju Elementum, ki sliši na zagotovo več. Pa prosim, da zdaj to pojasniš, torej kako iz obstoječe, bom rekla, gmote plemenitih kovin lahko ustvariš več, če imaš informacije, če znaš, če si dovoliš pojasniti in če se odločiš za takšno obliko varčevanja in plemenitenja premoženja. Kaj je to zagotovo več? Ja, dejansko zagotovo več je tudi naš novi slogan podjetja Elementum, ampak do tega smo prišli res z več kot 10-letnimi izkušnjami na tem področju. In nam je cilj, da stranka ima za svoj denar čim več plemenitih kovin, ne. In to lahko naredi za pravilno strategijo vlaganja,
v same detajle te strategije ne bom šel, kajti vabim vsakega posebej, da če želi pridobiti informacije, da mu z veseljem individualno to tudi predstavimo. Ampak razvili smo Elementum 7 zvezdic strategijo, kjer vsaka zvezdica pomeni pot, kako do več plemenitih kovin. Se pravi, do več gramov ali do več kilogramov, kajti res z pravilno strategijo lahko na optimalen način v pravem času poskrbimo za sebe, za svojo družino in si zagotovimo varnejšo in lepšo sedanjost in pa tudi prihodnost. Torej, zagotovo več. Ja. Eno strategijo bi pa morda le razkril, imenuje se tripartitna, dejansko gre za neko zdravo kmečko pamet, ne, ljudje jo poznajo, pa se je ne zavedajo v zadostni meri. Namreč velikokrat naletim na dilemo, ko se pogovarjam z ljudmi, v kaj je prav vlagati in v kaj ni. Jaz pravim, vse je prav, nekdo verjame v bitcoine, pač bo več tvegal, morda imel večji donos, nekdo je bliže vrednostnim papirjem. Tretji je prepričan, da je najboljša naložba v nepremičnine. Ko sem živela na Balkanu, na Kosovo, so mi vedno pojasnjevali, ne hiša, ampak njiva, ne, posest, hišo ti zrušijo med vojno, njiva ti ostane. Skratka, nič ni narobe. Je pa dobro, ne, imeti jajca v večjih košarah. Zakaj gre pri tem? Res je. Ja, to, kar bom zdaj povedal, dejansko je še pred tem, ko govorimo o Elementum 7 zvezdic strategiji, ne. Dejansko, vsaj sam sem prišel do zaključka, da tisto, ki je bolj preprost, je vedno tudi boljše ali pa bolj učinkovito. In dejstvo je, da zgodovinsko gledano nikoli ni bilo dobro imeti celotno premoženje na enem mestu. Pa tudi ne samo zgodovinsko, tudi danes to ugotavljamo in verjetno bomo ugotavljali tudi v prihodnje. Se pravi, da je potrebno svoje premoženje razpršiti. In strategija, ki obstaja že več kot 1400 let, je zelo preprosta, tristrana strategija. Večina vas je mogoče slišala, poslušalcev, da so jo največkrat uporabljali Židje, in sicer je to razpršitev premoženja na 3 dele. En del je razpršitev v nepremičnine, druga tretjina je razpršitev v banko, se pravi v denar, in pa tretja je razpršitev v plemenite kovine, zlato in srebro. Se pravi, tretjina nepremičnine, tretjina denar, tretjina plemenite kovine. Seveda so danes dodatne možnosti naložb, tako da lahko vsako to naložbo razporedimo v določeno tretjino, ampak pomembno je tudi to vedeti, da s to razpršitvijo prvič povečate varnost, ne? Po drugi strani pa je potrebno vedeti, da ne da imamo zdaj celo življenje na kirurško razporejeno na tretjine vse, ampak da prilagajamo te tretjine, ne? Kajti vedno, ali pa zavedati se moramo, da dobiček vedno leži, če nekaj poceni kupiš, ne? In pa drago prodaš. Tako da je vedno potrebno gledati, kaj od teh tretjin je danes poceni in kaj od teh tretjin je danes drago. In danes trdim, da je veliko bolj poceni danes povečati premoženje v plemenitih kovinah, v zlatu, še bolj v srebru, kot pa dajati poudarek nepremičninam in pa denarju na banki, ne. Zakaj? Ker v tem trenutku za večinoma tudi držav po svetu pravijo, da so nepremičnine zelo prevrednotene. Tudi vprašanje, kako se lahko danes povprečen zaposlen kupi nepremičnino, pa koliko let jo bo odplačeval, se mi zdi, da precej težko in brez pomoči staršev tudi zelo težko. Na drugi strani denar na banki, vidimo, da za njega dobimo nič obresti. In če danes dobimo praktično ali pa 0,5% obrestne mere na leto, inflacija statistična je pa 2%, v Ameriki že 5% letna, potem vidimo, da denar na banki garantirano izgublja na kupni moči. In če pa imamo pa pravo strategijo vstopa recimo na trg plemenitih kovin, dejansko pa potem tudi sama nihanja na trgu plemenitih kovin si lahko izkoristimo sebi v prid.
Tako da seveda je pa absolutno treba gledati ne na kratki rok, ampak na srednji do dolgi rok. Se pravi, da ne precenjujemo, kar so rekla že na začetku, kaj lahko naredimo v enem letu in da ne podcenjujemo, kaj lahko naredimo v več letih. Zato se je pa dobro vzeti čas in se pogovoriti z nekom, ki se dejansko s tem ukvarja, praktično mu je to zaposlitev, ali pa pri enem ali pa pri dveh mogoče, da dobite različno mnenje in potem dejansko se tudi odločiti. Kajti saj samo informacije brez odločitve ti potem nič ne pomagajo. Pol si v bistvu samo poslušal pasivno in nič naredil. Tako da pravijo, pogumnim vedno sreča se obrne, tako da jaz mislim, da bodimo pogumni. Ja. Včasih smo spremljali Bojana Pogumne srečo Pritaja. najde, tako je. Ja, in en od pokojnih urednikov je rekel, ko smo bili vsi pri ekranih, s kavča se ne boste naučili smučati kot on, torej akcija. Torej akcija. Lepo nam gre ta klepet, ampak nekaj poudarkov bom zgleda prisiljena spustiti, pa bi rada tiste še najbolj pomembne, ki bi bili tudi koristni. Prvo, malce sva že nanizala neko širino v Elementumu, to je tudi v bistvu nekje multinacionalka, na večjih trgih ste, pa bi te prosila za začetek za nekaj kratkih odgovorov, potem pa še za nekaj pojasnil. Na kratko, če se Slovenci primerjamo z Nemci pa s Hrvati, kako smo glede varčevanja v zlatu in v srebru? Imamo še veliko manevrskega prostora, smo boljši kot Nemci? Če gledamo v obdobju zadnjih 10 let, lahko rečem, da smo zelo dobri. Se moramo pohvaliti, še posebej, če gledamo kupno moč oziroma povprečen dohodek, ki je v Sloveniji praktično skoraj polovica nižji kot v Nemčiji, lahko rečem, da lepo napredujemo. Glede na to pa, da nismo imeli tradicije, tako kot je v Nemčiji, Švici ali pa v Avstriji, imamo pa še precej prostora. Še precej prostora. Omenil si že gospoda Juhanta, ki precej zanimivih stvari napotko daje staršem, tudi kar se tiče vzgoje otrok, torej imate neko širino sodelovanja, pa tudi z Olimpijskim komitejem Slovenije ste vzpostavili stike. Kakšno je to sporočilo športnikom, da sodelujete s to eminentno ustanovo? Ja, mogoče Marko Juhant, ki si ga najprej omenila, z njim sodelujemo na področju finančnega izobraževanja za otroke, tudi za starše. Napisali smo, oziroma pač Elementum je izdal knjigo, ki je napisal en del Marko Juhant, drug del naš sodelavec Pavel Richteršič, Dva Gorenca v šparanju, kjer Marko Juhant govori o tem, kako otroke naučiti o varčevanju in ravnanju z denarjem. Pavel Richteršič je pa govoril o tem, kako naj se odrasli podučijo o upravljanju oziroma varčevanju pri denarju. Tako da aktivno delujemo na tem področju, verjamem pa, da imamo tudi še kar veliko dela, še dodatno, kajti nič ni tako dobro, da se ne bi dalo še izboljšati. Z Olimpijskim komitejem pa smo vzpostavili sodelovanje z izdajo srebrnika legendarnemu Miroslavu Cerarju, dobitniku olimpijske medalje v Tokiu, oziroma več medalj. Tako da smo izdali resnično lep srebrnik, ki ga lahko tudi kupite. Od vsakega prodanega srebrnika gre del tudi za fundacijo Miroslava Cerarja, ki je namenjena mladim športnikom iz socialno šibkih družin. Nenazadnje pa smo postali tudi močen člen pri izobraževanju oziroma finančnem izpopolnjevanju športnikov, vrhunskih športnikov, kajti vemo, da je precej žalostnih zgodb športnikov po karieri. Prvič, kariera športnika traja precej manj časa, kakor traja neka redna zaposlitev, in pa v tem času se lahko, če je športnik uspešen, zavrtijo večje vsote denarja, ki pa ponavadi zaradi efekta se tudi hitro porabijo. In potem ob koncu kariere ni sredstev dovolj za normalno življenje ali pa za normalen začetek neke druge kariere. Tako da tukaj zopet mogoče lahko rečemo, ni krivda na strani športnika, ampak je v bistvu krivda na strani premalo informacij, premalo znanja, zato želimo pomagati s tem, da športnikom bomo posredovali znanje, ki ga imamo,
tako da bi bilo teh zgodb žalostnih čim manj ali nič in pa da bi bilo veliko več pozitivnih zgodb z lepo prihodnostjo. Morava nekaj minut podaljšati, glede na to, da sem sama svoj šef, si to lahko dovolim, pa reklamiramo vmes, zato ker bi bilo škoda, da še nekaj poudarkov vendarle ne dodavam. No, ko govoriš o vsem tem, sama osebno sem prepričana, da poleg digitalizacije v šole je nujno vpeljati tudi finančno opismenjevanje in to od 1. razreda, in jaz bi dodala še učinkovito komunikacijo, ker se mi zdi, da se kot družba ne znamo najboljše pogovarjati in dogovoriti, predvsem imamo problem za poslušati, slišati, zato tudi sporočilo prisluhni si. Predno te bom še po nekih scenarijih, ki nas čakajo in vprašanju ravnovesja povprašala za čisti zaključek, pa mislim, da bo zelo koristno, če greva skozi nekaj konkretnih primerov, da bojo ljudje dobili vtis in dejansko informacijo, namig zelo izkušenega svetovalca za področje plemenitih kovin iz prve roke. Moja prijateljica, na primer, resnično je pred časom postala dvojna babica, hčerka je rodila dvojčka. Otroški zaklad je idealen. Zakaj? Zelo preprosto. Otroški zaklad je produkt, kjer lahko starši, babice, strice, teti, krstne botre varčujejo za otroka. In s tem tudi poskrbijo za njegovo finančno varnost. Kot smo že povedali v začetku, zakaj? Zato, ker se časi spreminjajo in ker je finančno breme vedno bolj na strani staršev. Tako da, ja, takoj, ko se otrok rodi, je super, tako kot so včasih starši odprli bančni račun, lahko zdaj odprejo varčevalni račun za otroka, kjer se nalagajo sredstva v zlato oziroma v srebro. Lahko rečem, da tudi sam za svoja otroka varčujem na ta način in sicer v srebro v tem trenutku, kjer je tudi veliko bolj smiselno, zakaj ste vabljeni na razgovor. Tako da prednost je tudi to, da se pravi lahko že z minimalnimi zneski kupujete za otroka oziroma varčujete v zlatu in srebru, to je 20 evrov, ne? 25 evrov, ja. Tudi to je zelo fajn, da niste vezani, se pravi, da vi morate vsak mesec investirati ali pa kupovati, pa tudi niste vezani na znesek, se pravi, ne na obdobje, ne na znesek, in pa kadarkoli lahko vi ta sredstva prodate, ne? Ker nenazadnje smo v časih, kjer nikoli ne veš, kaj se ti bo zgodilo, zakaj boš rabil denar za otroka, za sebe. Skratka, zato je pomembno, da varčevanja niso časovno, bom rekel, omejena, kakor na primer pokojninsko varčevanje, ki nam moraš do denarja do penzije, ali pa na 10 let zavarovanja in tako naprej. Jaz mislim, da smo toliko zreli in odgovorni, da če vemo, zakaj varčujemo, če tudi s to odgovornostjo pristopimo k varčevanju, še posebej za otroka, da ne bomo ob ta prvi, ne vem, ko vidimo, koliko je pa zdaj to, da bi šel pa na ono potovanje, pa bom rajš prodal zlato pa srebro od otroka, mislim, da tega ne bomo delali, ne. In moramo dati to priložnost posameznikom, to odgovornost, kajti z zgledom bomo lahko učili svoje otroke in tudi, bom rekel, jim omogočili lepšo prihodnost sebi in pa tudi njim, seveda. Še en primer bi ti dala, na primer, nekdo želi za 2000 evrov kupiti manjše enote grama zlata ali pa srebrnike, zato ker tisto bolj pa prepričanje je pogosto imeti vse to pri sebi, ne, če so hudi časi. Kaj bi ti svetoval? A resnično 2000 vložiti v to ali morda del neko dolgoročno varčevanje? Tukaj je težko zdajle dati en tak splošen odgovor, zaradi tega, ker 2000 evrov je lahko za nekoga zelo veliko, za nekoga pa zelo manj, ne. Tako da najprej je potrebno pogledati, se pravi, kakšen delež predstavlja premoženja pri vsakemu posamezniku, za koliko časa želi investirati in pa za kakšen cilj, ne. Kajti če je to cilj, da bo rabil teh 2000 evrov čez pol leta, potem mogoče ni najboljše kupovati plemenite kovine. Če je to cilj zaščita, ker misliš, da bo resnično prišlo do kolapsa skoraj tako, kakor je bilo v Jugoslaviji v času inflacije,
pol je dobro, bom rekel, investirati v manjše enote mogoče, ne. Ampak moramo vedeti, da manjše enote so tudi dražje, se pravi, cena na gram višja. Na drugi strani je možnost pa kupovati, bom rekel, večje enote, kjer se recimo kupuje delež večje palice. Pri srebru, recimo podjetje Elementum zdaj že več kot 10 let ponuja možnost nakupa srebra brez DDV-ja, ki je shranjeno v Švici, je enako likvidno, dostopno od 50 € naprej, ki ga lahko kadarkoli odprodaš. Tako da v bistvu tukaj pa prideš do bistveno boljše cene na gram. Tako da v bistvu vsak mora nekako pretehtati, bom rekel, ali želi imeti to pri sebi, ali želi rajš kupiti po boljši ceni, pa ima shranjen na varnem tudi v brezcarinskem skladišču. Skratka, mora dobiti celostne informacije, zato da se potem lažje odloči, ne. In dejansko sta obe možnosti na voljo, ne, v Elementumu, tle ni izključevanja, kot nekateri mislijo, samo v Švici, ne, to je pač dodatna možnost, ugodna, finančna, lahko pa imate tudi dostavo v Sloveniji, ne, in konec koncev vse skupaj pri sebi. Zdaj, zaokrožila bi najin klepet še z enim tvojim rekom: v življenju je pomembno biti v ravnovesju. Kaj zdaj to pomeni z finančnega vidika in kako ti nasploh v življenju skrbiš in poskrbiš, da si v ravnovesju sam s seboj? Ja, v bistvu biti v ravnovesju ne pomeni samo iz finančnega vidika, ne. Vemo, da v principu moramo resnično celostno gledati na svoje življenje in skozi odnose, skozi skrb za zdravje, prehrano, šport, finance, gotovo sem še kaj drugega tudi spustil. In po mojem mnenju je to največja umetnost, ne, in jaz mislim, da nihče nikoli ni v ravnovesju. In to je lahko, rečemo, to je pa grozen, ne, lahko rečemo pa super, ne, se pravi, da se vedno trudimo priti do ravnovesja, iskati poti do ravnovesja, dejansko uživati na poti življenja, ne. In to lahko uživaš vsak dan, tudi se mi zdi, da je pomembno, da vsak dan si vzamemo čas. Recimo sam si zelo velikokrat vzamem čas za sončni vzhod, da si ga pogledam, ali pa sončni zahod. To je v bistvu praktično brezplačno, ker doživiš najlepše lepote narave vsak dan, ne. In te mogoče že tukaj spravi v en del ravnovesja. Potem absolutno tudi raziskave so dokazale, socialni stiki so zelo pomemben del, ki podaljšuje življenje, ne. Da si v stiku, da si v družbi, da nisi sam, da nisi osamljen, tudi to se mi zdi zelo pomemben in je fajn, pač seveda odvisno od človeka, ne, da skozi vsak dan je v stiku z ljudmi, komunicira. Tudi to je ena izmed pomembnih stvari. Potem nenazadnje je zelo fajn, da najdemo službo oziroma zaposlitev, kjer, bom rekel, uživamo v delu, kjer ni samo, joj, spet moram v službo, ne, pa kdaj bo že konec, pa super, danes je že četrtek, pa bo kmalu vikend, pa tako naprej. Skratka, da najdemo svojo strast v delu, kajti denar potem bo prišel, ne, denar je vedno posledica in če delate zaradi denarja, vam lahko takoj povem, da se vam ne bo dobro izšlo, ne. Dajte razmisliti, kako lahko pomagate čim več ljudem in kako lahko v bistvu na tem tudi, bom rekel, profitirate. In več ljudi, ki bo imelo potem profit od tega, boste tudi vi nekaj imeli, ne. Tako da nič se bati, denarja je dovolj za vse, tako da predvsem imejte pozitiven odnos do vsega v življenju. In ja, saj pravim, na čim več stvareh probajte doseči določeno ravnovesje ali pa težite k ravnovesju in boste videli, da se vam bo življenje v bistvu res obrnilo v čisto druge dimenzije, kjer boste lahko veliko bolj srečni. Oziroma vam bojo tudi dogodki, ki mogoče so taki nepredvideni ali pa neprijetni, jih sploh ne boste v bistvu več imeli za neprijetne pa za nepredvidene, ne. Mogoče še, ker danes veliko govoriva o raznih rekih pa pregovorih, ne. Ena, bom rekel, raziskava je bila namenjena strahu. Dejansko
so ugotovili, da kar 95% strahov, ki jih imamo, se nikoli ne uresniči. In da 2% strahov, oziroma lažem, 3% strahov, ki jih imamo, se uresniči, ampak jih lahko posaniramo. Se pravi, brez veze se sekirati. Samo 2% strahov, ki jih imamo, se uresniči in jih ne moramo potem posanirati, ampak če jih pol ne moramo, pa tudi ne vem, zakaj bi se pol toliko sekirali. Pa še manj energije imamo, ne? Ja. Tako da gledajmo na stvari ali pa probajmo gledati na stvari pozitivno, probajmo se absolutno gibati v družbi pozitivnih ljudi in se izogibati družbi negativnih ljudi, ne? In se v bistvu sami uredimo okolje, v katerem bomo večinoma časa radi, ne? V udobni, bom rekel, poziciji. To ne pomeni, da nič ne delamo, ampak da v bistvu vsak dan probamo skrbeti, da se kaj novega naučimo, kaj novega izvemo, slišimo, skratka se imamo fajn. Peter Slapšak, najlepša hvala. Midva sva si prisluhnila, upam, da nama bodo tudi drugi, in to je tudi sporočilo. Dejansko se moramo naučiti prisluhniti sebi na različnih področjih življenja in potem stvari nekako stečejo v pravi smeri, da se posvetli in zazlati. Hvala.